Dosedanji ukrepi s ciljem izboljšanja delovanja zdravstvenega sistema so prinesli več težav kot rešitev. Namreč nedostopnost je večja in večina bolnikov vstopa v zdravstveni sistem skozi urgentne centre, ki so vsak dan preobremenjeni, in s predlagano novelo zakona o zdravstvenem varstvu bojo urgentni centri še bolj obremenjeni. Namreč ni zastavljen cilj izboljšanja zdravstvenih storitev in dostopa bolnikov do teh zdravstvenih storitev, temveč je uperjena zgolj proti zdravniku. In vsaka represivna zakonodaja, kaznovanje zdravništva ne bo prinesla želenih ciljev. In na primarni in na sekundarni ravni imajo razpisovalci razpisov velike težave sestaviti mesečni razpored, namreč celotno naše delo, strokovno delo, je precej razvrednoteno in preslabo nagrajeno. Novela bi morala biti orientirana za skupnim ciljem tako zdravnikov kot bolnikov k izboljšanju sistema in predvsem izboljšanje delovnih pogojev in seveda primernega nagrajevanja. Vkolikor bo usmerjena v omenjeno smer, verjamem, da bo rezultati precej boljši kot represivni ukrepi. Prepričan sem, da velika večina zdravnikov pošteno opravlja svoje delo, je predana svojemu delu s pacienti, po drugi strani je zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva temelječe na nadurnem delu zdravnikov in torej posega v prosti čas, ki nam je z evropsko direktivo zagotovljen, in novela zakona je odmik od te evropske direktive, ki govori o 48-urnem tedenskem delovniku, in posledično tudi odmik od kulture varnosti. Predlog novele zakona o zdravstveni dejavnosti je nenazadnje v nasprotju z ustavo vsaj v dveh segmentih, in sicer do svobode izbire dela in pa do proste gospodarske pobude, in nenazadnje postavlja našo poklicno skupino v neenakopraven položaj in v neprimerljiv položaj z drugimi poklicnimi skupinami. Pri doseganju cilja izboljšave zdravstvenega varstva za prebivalstvo bojo politiki in tudi družba morali prepoznati podcenjenost strokovnih zdravstvenih kadrov in postaviti zdravje kot eno temeljnih vrednot življenja.